Najboljši parašportniki leta 2022 so gluha atletinja Lea Glojnarič, gluhi tenisač Marino Kegl, moška reprezentanca gluhih v košarki 3x3 ter ženska ekipa v odbojki sede. Podelili so še druga priznanja ob zaključku športne kariere športnikov invalidov, najobetavnejšemu mlademu športniku, ljubiteljem invalidskega športa in invalidskim organizacijam ob njihovih jubilejih. A se je splačalo počakati kakšno minuto? Ja, malo si mi sicer sekšni trik dvigla, ker si prišla 30 sekund. Najboljša parašportnica v preteklem letu je postala gluha atletinja Lea Glojnarič. V skoku v višino je lani na olimpijadi gluhih osvojila zlato medaljo, še eno pa v sedmeroboju. Z 2 zlatima medaljama se je zapisala v zgodovino slovenskega in mednarodnega parašporta. Nagrado za športnico leta je dobila prvič. Ta naslov za parašportnica leta 2022 mi veliko pomeni. Sem vesela in presenečena in nisem si pričakovala, da mi sploh parašportnica leta. In dejansko nimam sploh besed za to. Leto 2023 mi prinaša to, da bi pač rada dosegla čim boljše rezultate. In rada bi v disciplini v mnogoboju dosegla preko 5000 točk in pa da bi bilo brez poškodbe. Najbolj sem hvaležna Atiju, ker mi je veliko podpiril, dal mi je veliko samozavesti. Da je Lea Glojnarič postala najboljša parašportnica preteklega leta, gre zasluga tudi njenemu očetu in trenerju. Nagrado, ki je prejela, mi zelo veliko pomeni. Bili smo presenečeni, vedeli smo, da nekaj bo dobila, ker je pač osvojila 2 olimpijske medalje. Vsekakor pa nikakor nismo mislili, da bo pa tudi športnica leta. In za letošnje leto, za tekmovanja, pričakujem predvsem, da se dobro pripraviva, da bomo spet probala podirati osebne rekorde. Najboljši parašportnik leta 2022 je postal gluhi tenisač Marino Kegl, ki je bil športnik leta tudi pred 6 leti. Pred tem je dobil tudi priznanje za mladega športnika. Trenutno je 4. igralec na svetovni lestvici gluhih. Na zadnjih olimpijskih igrah gluhih je zasedel 4. mesto. V imenu Marina je nagrado prevzela njegova mama Majda, saj je bil Marino s trenerjem in očetom v Avstraliji, kjer se je na odprtem prvenstvu Avstralije udeležil prvega Grand Slam turnirja gluhih tenisačev v zgodovini tega športa. Da bi ti rad sporočil, kot sam veš, imamo danes prireditev Športnik leta na Brdu, v kongresnem centru. In rad bi ti sporočil, nekako nadaljavo v Avstralijo, da si ti športnik leta 2022 in da si ti dobil to laskavo priznanje, ki ga bomo danes podeljevali na Brdu. Hvala za čestitke v mojem in predvsem v Marinovem imenu. Vem, da mu nagrada pomeni ogromno. To je povedal tudi na videoposnetku, ko je izvedel zanjo. To je poplačilo za ves trud, za vse, kar vlaga, za vse tudi težke, grenke trenutke in motivacija za naprej. Marinova največja želja je, da bi bil zdrav. Ker če bo zdrav, bo lahko dobro treniral in tudi rezultati ne bodo izostali. Tekmuje v konkurenci gluhih in konkurenci slišečih. Pravzaprav jaz nisem toliko v tenisu, tako da točnih datumov ne vem. Vem, da gre konec februarja v Francijo na turnir. Igra redno ligo, vsak vikend v Avstriji,
če je prost, če ni kakih pomembnejših turnirjev. Največji cilj letošnjega leta je pa svetovno prvenstvo v Grčiji na Kreti. Za najboljše ekipne parašportnike leta 2022 so bili izbrani slovenski gluhi košarkarji 3x3, ki so bili v košarki 5x5 že dvakrat drugi na olimpijadi gluhih in dvakrat evropski prvaki. Lani so se prvič izkazali v košarki 3x3 in osvojili naslov svetovnih prvakov. V ekipi so bili Miha Zupan, Miha Jakovčič, Jan Orešnik in Jaka Markovič. Naš uspeh športnika leta gluhih ekipe sem zelo ponosen, zato ker smo imeli 5 let pauze. In to je dokaz, da fantje, ne jaz, ampak vsi fantje, nismo pozabili košarke. Vidim tudi potencial, da nagrada ni samo za nas 4 igralce, ampak nagrada je za tiste, ki bi igrali 5x5 plus rezerviste. Dam njim navdušenje, se pravi, da bodo fantje imeli motivacijo za naprej. V ekipnem športu je priznanje dobila ženska reprezentanca v odbojki sede. Lani so zasedli 2. mesto v Zlati ligi narodov, na svetovnem prvenstvu pa so kot najboljša evropska reprezentanca osvojile 4. mesto. Najprej seveda iskrene čestitke vsem, ki so dobili priznanje, še posebej pa gluhim in naglušnim, ki ste danes pobrali kar nekaj najprestižnejših nagrad. Ponosna sem pravzaprav na vse parašportnice in parašportnike. Pri gluhih in naglušnih se pa zavedam, da je garanje v športu še toliko bolj izrazito, ker imajo veliko težav z ravnotežjem. Zato zelo, zelo cenim ves napor, ki ga vlagajo v šport in seveda hvala vsem, ki stojijo v ozadju vaših uspehov, drage parašportnice in parašportniki. Priznanje ob koncu kariere je prejela najboljša slovenska gluha smučarka Anja Drev. Dobitnica bronaste medalje na olimpijskih igrah gluhih. Medalje je osvojila tudi na svetovnih igrah gluhih. Svojo športno pot je zaključila zaradi poškodbe. Od aktivnega športa pa se je poslovil tudi košarkar na vozičku Gregor Gračner. Zato, da sem zaključila svojo športno kariero, sem se odločila, ker preprosto nisem mogla več nazaj se vrniti zaradi poškodbe hrbtenice v ledvenem in vratnem delu. Zelo sem si želela, da bi se vrnila lahko nazaj, ampak kolikor sem zvišala intenzivnost treningov, preprosto so bile bolečine prehude, sem spet obležala, tako da sem se mogla preprosto odločiti, da pač je zdravje bolj pomembno, kot pa kakšni športni dosežki, tekme in tako dalje. Sicer odločitev ni bila zelo lahka, ampak še vseeno sedaj se ukvarjam z učiteljstvom, pač učim smučanje in v bistvu še nekako ohranjam stik z snegom in smučanjem, tako da mi je lažje. Ja, za uspehe ne morem ravno reči, kateri je bil moj najljubši. V bistvu vsak uspeh je imel neko svojo zgodbo in lahko rečem, da sem ponosna na vse uspehe. Seveda, en najodmevnejših uspehov je bil 3. mesto na olimpijskih igrah gluhih 2015 v smuku, nato seveda na svetovnem prvenstvu 2017 in tudi 2019 sem celo s poškodbo hrbtenice dosegla 4. in 5. mesto v hitrih disciplinah. Ja, moja življenjska pot se s tem, ko sem končala kariero, ni zaključila. Daleč od tega, kot sem že omenila, sem šla delati za tečaj učitelja smučanja, tudi plavanja. 2 leti nazaj sem prevzela kmetijo. Kaj še, odločila sem se, da sem se prijavila k prostovoljnim gasilcem. Tako da dela je veliko, ciljev imam še dosti, tako da se še veselim, kaj me čaka na poti. S faksom sem zaključila, v bistvu samo diplomo še moram napisati, študirala pa sem zootehniko. Ob 60. obletnici delovanja Zveze za šport invalidov Slovenije so na prireditvi posameznikom in organizacijam podelili tudi različne nagrade za dosežke na področju športa v preteklem letu.
Častno listino je prejel prvi častni član Jože Okorn, ki je bil nekoč aktivni športnik. Zdaj pa že dolgo na več področjih pomaga svojim naslednikom. Častne listine so dobili še Peter Ozmec, Ernest Jazbinšek, Emil Muri in Damjan Lazar. Invalidskim organizacijam so podelili priznanja ob njihovih jubilejih delovanja. Za dosežke na mednarodnih tekmovanjih so tudi letos tradicionalno izročili zlate, srebrne in bronaste znake. Zlata znaka za medalje na najvišjih olimpijadah gluhih sta romala v roke gluhi atletinji Iris Breganski in Leji Glojnarič. Za osvojeno medaljo na svetovnem prvenstvu je srebrni znak prejela reprezentanca gluhih košarkarjev 3x3, parastrelec in reprezentanca rokometašev na vozičkih. Bronaste znake za nastop na Evropskem prvenstvu in Evropskih paraigrah mladih so prejeli slepi in slabovidni kegljači, paraplesalci, tudi igralci biljarda na vozičkih, parakarateistka, moška reprezentanca v odbojki sede, pa tudi dobitnika medalj na Evropskih igrah mladih, plavalec in namizno tenisač. Prejemniki priznanj so bili tudi njihovi trenerji in pomočniki. Damjan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Paraolimpijskega komiteja Slovenije, je pojasnil novost glede pravil kategorizacije na športnem področju in kaj nas v prihodnje čaka glede financiranja športnih udejstvovanj parašportnikov. Seveda so naši športniki gluhi v zadnjem obdobju seveda tudi napredovali, kar se tiče kvalitete športov. Dejstvo pa je, da je na področju športa gluhih tudi v mednarodnem področju malo manj konkurence, ni kvalifikacij in vse to je posledica boljših športnih rezultatov naših športnikov. Dejstvo je, da tudi mi na področju pravil uveljavljamo nove kategorizacijo, pravila, katera bojo rangirale določene športne rezultate in prepričan sem, da bo tudi prihodnje nekako to pomešalo paraolimpijski šport in športe gluhih. V tem trenutku je pravilnik tak, kakor je in moramo slediti pravilniku, zato je tudi posledično toliko gluhih v sistemu dobitnikov najvišjih medalj pa priznanj strani naše organizacije. Težava je z novimi panogami, katera niso bila nekako v preteklosti financirane. Dejstvo je, da strani FIHA, našega glavnega financerja, ki podpira, bi rekel, to masovno športno udejstvovanje naših parašportnikov, je v letošnjem letu nam namenil manj sredstev. Potrebno bo nekako priskrbeti še dodatna lastna sredstva, da bomo lahko vključili nove panoge. Ena od teh panog je seveda tudi košarka gluhih. Prepričan sem, da bomo skupaj s Športno zvezo gluhih poiskali možnosti, da bi nekako ekipa odpotovala v Grčijo. V tem trenutku je to še preuranjeno povedati, ampak kljub vsemu bojo v letu 2023 finančni izzivi. Predvsem se moramo zavedati, da tudi del paraolimpijskih športov lovi kvote za Pariz 2024. Plus tega imamo še v sistemu športe gluhih, ki pa nekako morajo ostati na nivoju preteklih let. Priznanja, ki so jih parašportniki dobili, so nagrade za njihovo požrtvovalno vztrajnost in dosežke v letu 2022. Pomenijo pa tudi veliko motivacijo za nadaljnje delo.